Družba, čau in lep pozdrav. Spet hvala lepa, ker gledate kanal Lunca Films in z vami spet Matic Zalaznik. In ravno kar, pazite zdaj to, ravno kar se odvija zgodba, kam grem, še zdaj ne vem. Noter sem vrgel navigacijo dol nekam na Dalmacijo in sicer zdaj tako. Plan je Vodice, Šibenik, tam nek okrog, da potem pičim po otokih Prvič, Zlarin in Kaprije, tam. Tam je en kup enih takih luštnih otokov, ker sem v bistvu šel na, se pravi, tale jadranski, najdaljši jadranski jetski trip, ki je bil, sem samo letel čez, nisem se imel čas in priložnost niti nič ustaviti. Tako da v bistvu zdaj sem rekel, da si bom vzel, da grem dol majčkeno na divje, se pravi, viseča mreža, ribiška oprema in skratka vse, kar zraven paše, da se naredi ena taka ta prava, bom rekel, pustolovska zgodba na divje brez cenzure. A ne, pa se dobro sliši hudo. V glavnem, stvar je taka, da bom dele naredil 5 dni čistega solo odklopa. Pičim, se pravi, čist za nosom, naložil sem jeta, naložil sem robo v te neprenočljive borše. Skratka, stvar je taka, da vse sem naložil gor, na tankanje jet in zdaj samo še pičim dol, najdeti moram neko marino, ki ima v bistvu drčo klančino in potem jaz noter jeta spustim in 5 dni ga bomo kruzali, iskali hude plaže, učili se podvodnega ribolova, to je zdaj nekaj na novo, ne. Tako da ja, gremo v akcijo, pa da vidimo, kaj nam prinesejo te lepi dalmacijski, bom rekel, otočki. Pa še to, zdajle sem si rekel sam pri sebi v bistvu, bom probal jesti čim bolj morsko hrano, še najbolj bo pa tista tekenla, ki bom v bistvu sam nalovil, pa spekel na plaži, nek na divje. Upam, da bo ta film se naredil zdaj v tem času. V glavnem časa je 5 dni, zdaj pa gremo na ribolov, pa na divjo peko nek na teh prekrasnih otokih. Tako da, jaz že komaj čakam, danes ne vem še, kje točno bom sploh spal. Ostalo bo pa prišlo samo od sebe, jaz mislim. Največja misija za danes je pa najdete en hud prenočišče, nek na enem otoku, ki ni toliko bluden, turistično, pa da se zbudim na en tak lep sončen vzhod. Hlad še lepega, no. Treba je biti malo skromen, ne tako. V glavnem, sega iz divjine. Evo družba, najdel sem klančino na divje, se pravi čist eno drčo, ki je tukajle v Šibeniku. Poglej, oziroma nasproti Šibenika. Tukaj ga bom jaz zdaj lepo lančil noter na tovoru, zastonj parking je, pa skratka hudo. Sam še poženemo, dele se praštimam, pa akcija.
Vola, evo, zdaj se pa začenja ta prava 5-dnevna dogodivščina na divje. In sicer s tem ledžetom, ki je naložen hujš kot šerpa, poglej. Gor je od opreme za ribart, za potapljati se, za kampirati, skratka, ni, da ni. Vse živo je, hrane, vsega, ne bo nam nič manjkalo. Zdaj pa samo še stvar taka, ura je 6:30 in spet me bo majčkeno preganjala tema, že vidim spet zgodbo, a ne? Ker se spet spravim vse toliko na počas in kva ne rečem, slab sem kot ena bejba. V glavnem, nič, gremo narediti prvi štart, ali pa. Takole, vidiš, ga porinaš, da dobiš kamenčka noter, tako kot ti lahko zrihta porojnik, a ne? A veš, in ga pol zalaufaš šele, ko si majčken od obale, a veš. Takole, vidiš? Pok, vola in akcija. Poganjamo na divje 2024 in akcija. Evo družba, zdaj sem pa že na divji lokaciji, v bistvu tole tukaj je del otoka Zlarin. Ampak stvar je taka, da tale otok vidim tukajle, a ne, če pogledate dobro, ima tukajle eno klopco, vse je ful lepo zložen in vse to. Tako da takih otokov, takih punktov se jaz izogibam zaradi tega, ker so dostopni tudi po peš poti, recimo, ne? Če se majčkeno odpraviš na pot peš, lahko prideš na take dostopne kotičke, ne, tole, ki so. Tako da bolj mi je bistvo, da pridem na en tak otoček, danes imam prav eno posebno nalogo, a ne. Piha nekih 15 vozlov, tako da moram najti še proti vetru tako prenočišče, da bom imel lepo mirno morje, a ne. Da mi ne bo ful valovil pa ga metal pa tako naprej, a ne. Tukaj dol v Dalmaciji pa stvar taka, da ni nekaj takega peska, ampak je v bistvu prav špičast pesek. Ni tak, a veš, gladek, lepo zaobljen pa vse to, ampak tukaj Zlarin ima pa prav tak res špičast pesek in bo treba ful lepo se izkrcati. Ježov je pa tok, dele, če jaz dele prav vidim, da ne bo kap. V glavnem jaz pa režu, a ne. Joj. To, če nagaziš, tudi ni fajn, a veš, to je res to odhoden, a ne. Evo družba, noro je na morju, dele bom rekel takole, 15 vozlov ga piha, toliko noro, da je prav brez se mogel vleči. Ampak stvar je taka, sončni zahod me lovi, poglej. In tako da sem praktično prisiljen danes narediti en bunker, oziroma tabor, ne. Treba narediti prenočišče nek na eni čist divji plaži v enem zalivu, ki mi ni najbolj pogodo, a ne, ampak glede na to, da tukaj izgleda spet nobenega ni, bo meni tale zadeva čist fenomenalna danes, a ne.
Ful me mori, ker so take špičasti kamni, so skale, ježov je ogromen. Tako da iskreno mi je severna Dalmacija še vsem mečken boljša, no. Ampak to je čisto osebno mnenje, ne. Se bom dele še mečken raziskal, dele par teh dni, tako da bo lušten, lej. Zdajle, zaenkrat, pa mislim, da sem najdel en prenočišče, oziroma prenočišče. Le očala. A vidiš, takole, ne, pa grejo očala, na sezono jih gre na 10. Ampak, a veš, pa sem se zdaj znajdel? Poglej zdaj, kako sem si jaz naredil. Plavajo, očala plavajo na vodi. Zakaj? Ker sem dal gor toliko hudega floatija. Za 8 evrov ga dobiš, pa če to ni zgodba, no lej, spet rešil mi je očala dele, ne, čistko nehoti. No, pa da se vrnem zdaj nazaj. Tale zalivček sploh v bistvu niti ni tako slab, ker jaz mislim, da bom tukaj lahko naredil en hud fishing še, pa plažo imam zase saj do jutra, do povdne, a ne, pa itak, turistov je pa toliko. Toliko je turistov zdajle, da ti ne znam povedati, a ne. Nerealno. Čisto vsak, ki ima čoln ali pa rentan čoln ali pa neki pride in tukajle naredi zgodbo. Jaz sem se pa v bistvu že kar majčkeno odločil, da bo tukajle danes napeta prava viseča mreža, in sicer tale napeška spalnica bo danes postavljena na. Zdaj pa da pogledamo še, kje smo, da dela v bistvu sploh ne vem. Na otoku smo na otoku Zlarin. Tukajle bomo danes naredili en kemp, ne. Takole. Da nam nagazil jaz na kaj, ker ne bi rad že zaključil dopusta prehit. Glejte to lokacijo. Ni tako slabo, ne? Kakor sem jamral. Evo družba, tako kot sem rekel, noč me je prahtela. Tudi še nisem naredil niti prenočišča. Naredil sem samo muring na tej lučni plaži, da bom lepo mirno spal, da mi ga ne bo kam nabijal. Zdaj pa prenočišče. To je zgodba, veš. Greš nekam, ko ne veš niti, kje boš spal. To je, bi rekel človek, luda kuča. In tukaj, če me jaz tole obesil gor, ne bo dober, ker se bo tole povesal. Tako da moram najti zdaj en prenočišče. V bistvu, mislim, ravno dva drevesa taka močna, da me bo ta zdržala čez noč, da bom lahko normalno spal v tejle nebeški spalnici. To je pa tudi v bistvu vsa umetnost. Mi je pa ratal narediti, se pravi, spet nebeško spalnico, tukaj za mano gor. In jutri zjutraj vam pokažem sončni vzhod lepo, kakšen bo. Tamle je pa lepo mesto, lej, mesto Šibenik. V glavnem, to je to, več pa ni. Evo družba, če ni to nekaj najlepšega, kar lahko človek doživi. Sred ničesar, sonce toliko žge, že zjutraj ura je 6. Dal sem filat vse te stvari tukaj, tamle. Če pogledate dobro, se pa že kuha kavica, jaz pa opazujem tale lep sončni vzhod.
Evo, družba, nekaj časa imam, treba ga je majčkeno zabiti in takole, lej, tlele, grem dele jaz na jutranji fishing, ker moram pol enemu prijatelju, mojemu dobremu, nest cigarete, ki jih je pozabil tukaj v Šibeniku in jih bo jetski odprema dostavila direktno na jadrnico. Zgodba dneva bi se lahko rekel. Zgodba dneva. Zgodba dneva. Kjerga rakca sem najdel. Ker spet nimam vabe, nisem kupil, jaz sem res en taliček. Sem si pa rekel, da bom dal gor malo tega ligna, poglej. Umetnega ligna sem dobil vabo, res je huda. Upam, da je sploh tle kaj ribno. Sicer je pa to en res tak bolj meden zaliv, pa bomo probali srečo ali kako. Evo, družba, že me naša pot naprej, tako da grem obiskat prijatelje, ki so v bistvu tukaj na Kaprijah, na jadrnici. In prijatelju nesem cigarete, to bo boljš kot delivery pizza, a veš pa mislim, a ne? To bo zgodba. V glavnem pojemo južno, potem pa pičimo mi, se pravi, spet na divje, iskat tile naše plažice, ki so tukaj dol v Dalmaciji. Zanimive, bom rekel, zanimive in nič, gasa, da imel spet noč, ker sem toliko obiral. Evo, muc filter, evo, zdaj pa jetski dostava na teren. V ta tretji trafiki, se pravi, enkrat sem šel še tankat vmes, pa na dve trafiki, v ta tretji sem jih v bistvu najdel muc filter za prijatelja, da ga rešim nekje na hrvaških otokih, da bo lahko kadil dalje legenda. V glavnem, evo, danes sem naredil dobro delo, no? To, da nam sam klele zabušavu, zdaj pa napadamo otok Kaprije. A smo ali nismo? A je kdo naročil cigarete? Evo, družba, dan dve in nahajam se v bistvu na Kaprijah, ker sem imel prekrasen dan tukaj s prijateljem pa njegovo družino. V glavnem, ena huda kljukica za danes. Tako da, majčkeno sem rekel, se mi je plan malo podrl, oziroma ne plan, pot sama se mi je malo spremenila, ker sem mislil, bom rekel, šibeniške otoke, tiste, ki so bolj parcelini prej obdelati, ampak zdaj sem bil na Kaprijah, tako da imam zdaj namen iti na Žirje. Stvar je taka, da imam do njega nekih 5 km, tako da za mano je že palca in probal bom loviti na ligna. Itak imam cajt, dele, cel ljubi dan, ker moram pa sam še najti v bistvu prenočišče, tako da danes se meni ne mudi nikamor. Stvar je taka, da v bistvu ni bilo nobene vabe. Šel sem v eno ribjo restauracijo in so čisto v bistvu vse odpadke že vrgli v smeti in sem jih majčkeno zamudil. Tako da, nič. Zdaj bomo pa lovili na kaj. Naročil sem 2 pice in če ne drugega, bomo naredili čez noč vršo, se pravi past za ribe
in vržemo noter, pa da vidimo, kaj zjutraj se noter pol ujame. Zdajle, glede na to, da imam pa cajt, cel ljubi cajt, bom pa lepo vrgel ven tega ligna. Kaj že, no. Da vidim, če bo kaj parela, ne. Če bo kaj parel, bom jaz toliko vesel danes, pa bo žarček, ne. Ljubim, danes bo pa žarček. Evo, pripravljam na ribičijo. Ligna spustim za sabo. To, da se nekajo delati pince, a ne. Evo, baba je v vodi, dela skozi. Tako da, jaz sem ga pa vzel lepo na počas, jem si malo muske. Zamujaš ti dekle, čar mladosti in norosti, ni prepozno še. Evo, tako kot vsak večer družba me je spet dobil sončni zahod. Jaz pa še kar brez prenočišča, ampak res, tole je pa nebesa na zemlji, bi lahko rekel. Zdaj pa neki na silo delam eno zgodbo. Glej, kva je spet ježov. Glej, kva je ježov. Pa to je živalski vrt. Nič, dele moram pa na vrat na nos zmetati vse cote, vse, kar imam kele gor, da naredim zgodbo. Če ne bo težko tole danes. Hitro se moram danes obračati za spremembo, a ne? Družba, evo, zdaj se pa javljam čist v noč skoraj že. Tamle je za mano en prekrasen sunset. Spet me je, bom rekel, prisilil, da, evo, še zdaj zlagam tele stvari na obalo, ker teli otoki tukaj dol v Dalmaciji, to je sama skala, ne? In tukaj je težko najti plažo, tako da lepo samo natakneš, se pravi, na drevesa, evo, takole, kakor je tukaj zdaj, če se zdaj vidi, bolj slabo se vidi, ker je že res noč, nisem imel niti cajt ledič še naštimati. Tako da, komi sem ga posidril lepo, pa upam, da bo jutri tukaj en lep sončni izhod. Bomo videli, kva bo. Evo, družba, takole izgleda, ko napadam obalo za kampiranje na divje. Evo, glej, robe, kukar češ, jet je sidran, se pravi narejen mooring, tukaj je ribiška palica, ker čaka in čaka. V glavnem, mal, bom rekel, beden dan sem se izbral za potapljati, majčkan je začel valoviti, pihati. Ni da ni, v glavnem, rekel sem pa, nič, danes je to na sporedu,
pa je treba to v bistvu speljati, a ne, druge ni. Tukaj je vsa moja oprema za podvodni ribolov, kupljena v Ekstremotu v Ljubljani. Noter bom dal tudi link, da si boste lahko vse pogledali. V glavnem, pogledajte to. Harpuna, podvodna puška, hlače za podvoden ribolov, zgornji del za podvoden ribolov. Poglejte to. Takole. Se pravi, maska in dihalka. In to taka, da bomo lahko snemali pod vodo, a ne? Ker ima za ozmota, se pravi za akcijsko kamero, ima lepo pritrdila. O, poglej. Se pravi, ven potegnem jaz tukaj le še rokavice in nogavice za podvodni ribolov. Vse tukaj le je spravljeno v tejle super borči, pa to še ni vse. Glej te plavutke. V glavnem, kaj je to? Slipi. Slipi je pa v bistvu priprava tak nek powder, koncentrat, ki ga zmešaš z vodo, da lahko pol neopren lepo gor oblečeš. Evo, tukaj noter je ta koncentrat že narejen. Ena žlička čajna, ga daš v liter pa pol vode, potem pa to lepo po neoprenu, bom rekel, noter zliješ po neoprenu in vse to, da lahko potem ga lepo oblečeš. To je res en hud trik, ker če se misliš na suh matra, da ga lahko sam strgaš in vse to, to sem se zdaj že naučil in vse te trike vam bom zdaj tudi povedal, ker tudi to so moji začetki podvodnega ribolova. Nahajam se pa na otoku Kakun, v glavnem hudo. Evo, tole so plavutke. Do metrske lopate, tole bo šlo pod vodo, kada imam gor motorej. In nazadnje, prije ven pa tale lepotička, se pravi harpuna za podvodni ribolov. Ares 95. No, kaj je pa še tukaj? Tukaj imam pa v bistvu noter še set uteži. Set uteži pa nož, da bom lepo prišel, da imaš stvari pri rok za podvodni ribolov. Zdaj moram pa sam še tole ven lepo dobiti. Evo, caka. Takole. Pas pa 8 kg uteži za mojo težo in evo, to je v bistvu zdaj od opreme imam popolnoma cel ABC set. In tukaj vam bom pa tudi pokazal, da boste vi videli, kako se lahko popolnoma bom rekel, amater spravi v tak podvodni svet, loviti s tako zadevo. In to so tudi moji začetki podvodnega ribolova. Tako da gremo se potopiti, pa da vidimo, kako zadeva izgleda zares. Evo, glej me, prvi potop 2024, začetki podvodnega ribolova se ravno odvija. Evo družba, prvi potop je uradno za mano.
Tuk sem padel noter sem bil po moje, da je ne 2 ure pa pol. Sem kar malo, rabim dele, klera v senčki, do sape prijat. Top shit do konca. Po moje sem imel kamero malo smotan naštimano, ampak ene 3-krat sem sprožil enega tazga malo večjega špara, ampak ni bilo sreče. Ni bilo sreče. Se pravi, vidiš, nisem jaz še podvodni snajper in bo treba to zgodbo zdaj natrenirati. Da me spol to lahko časoma lovil, tako kot se zagre. To hudo, tak hud feeling, ko enkrat padeš not pod vodo, ja, kar od spod bi bil, mislim. Kar potaplo bi se, ne moreš verjeti, res hudo noro, ne. Zdaj pa že čas kosila v bistvu, jaz pa klele še v divini, tako da majčkeno rabim, da prijem k sebi. Pa treba počasi napakirati, pa najdeti nov otok, nov kotiček za spanje. Danes bom pa probal loviti tudi iz vrša, da vidite to zgodbo, a ne. A veš, na dopustiti ne sme biti dolgcet, a ne. Jaz sem pa zdajle 5 dni, bom prav čisti divjak, a ne. Evo, spet fishing dnevni in zdaj sicer vlečem eno čist hudo vabo za sabo. Tako majhno, ki sem jo dobil v Monster Bajtu, tako da tam tudi balzam, meka bom rekel za ribiče, tako da to trgovino moraš obiskati. V glavnem, tam so mi zdaj dali eno tako vabo, ki se ne potopi ful globoko, ne. Zdaj pa provam, zdaj še na tole, zdaj lovil sem na ligne, lovil sem na razne te temu vabe pa to. Tako da zdaj bom tole vabo vlekel glele iz otoka Kaprije pa do Murterja, pa da vidimo, če bo kaj parel. Tako da v Murterju moram itak narediti en rafil, pa nekaj bo že čas za pojest, pa naprej. Evo, prihajam v Murter, tukaj bom zdaj lepo na tanku najdel nekaj, bom rekel, za podsob, pa kakšen market, da imam polče za naprej. V glavnem, tukaj, ko vidite te otoki za mano pa to, tukaj so pa otoki tako skupaj postavljeni, da dejansko gledaš enega drugega na otok, tako da bom probal najti kaj bolj tacega zasebenega, oziroma težko je najti v Dalmaciji eno plažo, ker v bistvu sama skala. Tako da danes sem še malo prej v akcijo, da me nov pol večer spet lovil, tako da danes sem si v klubu. Danes sem si v bistvu rekel, da bom malo prej vse skupaj postavil, da bolj v mir se lotam fishinga, tako je treba. Evo, družba, ravno po kosilu in ura je danes, se pravi 20 do 5, kar pomeni, da sem se ekstremno potrudil, da sem se spet spravil nazaj hiter, da raziščem eno plažo, oziroma da najdem eno plažo za spanje, da naredim, se pravi, prenočišče, en hammock camp, pa tam, ko sem šel v bistvu jest, mi je prijazni konobar zrihtal, se pravi, sveže ligne za loviti na ribe, tako da jaz imam danes feeling, da bo nekaj grabal, ne. Nekaj more grabati, tako da nič, samo še hudo lokacijo treba najti. Gle dol je toliko turizma, da ne moreš verjeti, enostavno je polno, kamorkoli se hočeš ukajljati, je vsaka plažica polna, ne. V glavnem, gremo najti plažo za današnjo zgodbo na divje.
baterije mi zmanjkuje, ampak prihajam pa na eno tako lepo plažco, da je po moje ena izmed bolj zasebnih plažč tukajle, evo. Edin nekaj, da se da lepo pripeljati do obale, tamle gor bi se dal po moje lepo mrežo napeljati, tako da to je to. Tukajle od danes, po moje, da kar tale lunca kemp. Evo družba, izkrcal sem se na tole lušno plažo tamle, če jo vidite samo večkrat, da obrnem džeta. Evo lej, to je tale plažica, tukaj bo danes tale zgodba za visečo mrežo. Zdaj pa tako, cajt je vstal, evo, tole je moja vrša. In da jaz to zdaj vidim, danes bom prvič lovil na tole zadevo. Evo, tole se tole odpre, zdaj pa pazi ti to zgodbo, ali? Kje je vrša? Evo vršica, tole noter, upam, da v tole kaj pali. Glej, tole, robe dosti noter, da se bo kaj ujel, zdaj pa da vidim. Nikoli še nisem lovil na vršo, me res zanima, kva bo. Tam nekam preveč maluken, ta kitajska vrša. Da, bomo videli. Co pa? Ajde. Potoni vršica. Nekam slab tone. Takole. To je to. Zakonej. Prva plaža dele po 3 dneh, da ni toliko oster kamen, da ko preletiš gor, da vse razbiješ. Evo, zadeva je zrihtana, tako kot mora biti. Jet je narejen, mislim, jet je sidran, vezan je na muring. Tamle lepo sem naredil na kamen pa na sidar. Vršo sem vrgel, baterije mi je zmanjkalo. Vesel sem, da sem najdel tako plažo, ki ima v bistvu take kamne, da niso ostri, da lahko se lepo ukrcaš po vse. In je fenomenalno, lej. Lokacija je res huda. Tlele sem že zmetal vso to robo, ki bo danes za narediti visečo mrežo. Tamle gor vidim, da bo viseča mreža. V glavnem, lej to, drugače so pa folk, so pa res eni packi, Tule pa rolečijo ti smeti s sabo, pa fuknejo, namesto da bi vzeli unole mojo boršico, pa bi vse lepo pospravila, svine. Hočem reči pa to, da bom pa danes lepo, kva je huda scena, se ne moreš verjeti. Tako plažo bom imel čist zase v bistvu, tukaj stekle skalc, bom pa danes fishingiral, Včasih si je treba narediti, to pa bo razgled. To pa bo razgled. Hudo. V glavnem, tle bom napel visečo mrežo in včasih si je treba pač malo tole utolčiti, da imaš lepo narejen za zavezati. Veš, tale drevje mi bo zdaj na poto. Tlele, tole moram jaz zdaj potamaniti, da me jaz lepo pol zavezal. Takole. No, vidiš. Takole, tlele čez, Veš, to so suhe veje, če treba kaj. Lahko bi kaj spekel, imam žarček, vse na sabo, sam ribe navjamam že 3 dni nič. Zdaj res ni sezona za ribe, Nisem videl nobene druge ribe, kot šparati smo. Dal stran. Evo, to. To je moja zgodba. Tole bo moj pogled. Tlele ven. Spalnica bo pa tukaj. To je nekaj najlepšega, res. Tale narava.
Evo, družba, ravno izpod tuša, le kakšen šavar, lej, tlele imam šavar narejen, stuširal, posušil zadevo, oziroma dal sušiti, le to, le ta kemp. To je pa zdaj, to je pa divja zgodba, ne. Ni ga lepšega, kakor se pa na plaži lepo stuširati, pa dele bom po večerju v takmu lepemu sončnemu zahodu. Pa bom pa malo trnk namakal, da vidim, če kaj zagrabil danes, jaz ne vem, ne. Ni sreče, pa ni sreče, ne. Ta ribičija je res ena zgodba, ne. To je bolj za te mirne, po mojem, jaz sem vas živčen, pa kaj nič ne prime, ne. To bi šel kar skrpuno dal pa vse ven zmeto, ne. Tudi to bo, ne. Ampak sam treba je malo osnove, ne. Glih zato bom šel pa delati zdaj, heranko tu bom šel delati ta tečaj, za potapljati se, za apnejo, da bom lahko dolj časa zdržal pod vodo, pa da se naučim vse te zgodbe morske in pa naprej akcija. Sem pa večerjo z razgledom. Pa to je noro, no. Evo, le kako ti uničil večer. Prvoleče se jadrnica v zaliv in se prav naredi burek. To ni etično, ne, družba, le. To morate najti svoje plaže, mislim, če ne to burek, razumeš. Tako da, zdaj pa sem na sončnem vzhodu in sicer, lej, tole sončni zahod. In tle se mi nargolili teh turistov, ne, ki iščejo kvazi zalive, ne. In pol mi z jadrnica uleti. Kvaril mi je cel večer, pa še jutri mi je cel dan. Drama. Evo, zdaj pa lovim na lignčke. In to naravne ligne. Evo, pa smo ujeli. Pa daj, no, ne justi, no. Skozi tega vdojka. Trofeja ni, pojet pa je, ne. Spožrl vse, ne. Evo, družba, takole izgleda pa moja spalnica v živo. V glavnem lučkice, ledice, tle je zdajle, tale je mečken spušča spalka, to je obol, ampak če pa imaš spalko nafilano, spiš ka lord. Res, spiš ka lord, tako da, evo, ura je 21:45 in odpravljam se počasi spat, da bo jutri zjutraj lahko en tak lušten fishing. Tlele je en tak hud spot, res zjutraj razkažem, mogoče bo sončni vzhod, ne, sončni vzhod bo glih na drugi strani. Tako da, to je to. To je to. Dan 3, to remember in lahko noč. Evo, družba, dobro jutro. Direkt iz otoka Tijat.
Danes sem na otoku Tijata, ne. Spal sem v tele nebeški viseči mreži, tamle gor, ne vem, če se vidi. Prva jutranja kavica je že v pogonu. Ups. Joj. No, evo, tukaj sem pa že pustil vse stvari za fishing spot. Špalca je naštimana, telemarček je gor. Včeraj sem itak spet lovil, tako da sem vse zataknil, vse strgal, vse sesul. Nisem mi dal vodo, tako da imam malo pol za potavhat. Tako da nič. Zjutrom se dan pozna in riba ima da grabljele. Joj, krasno. Evo, družba, kakšen lep dan se je naredil, majčkeno je sicer vetrovno, malo piha, ampak more je kar lepo gladek. Filil sem kamero in kar za nalašč sem ujel enega špara, ki bomo danes, se pravi, lepo pekali žarčeka. Spekel ga bom tukaj na plaži, kaj en divjak, na divje. In gled to. Gled, kaj mi hoče rak. Glej ga. Glej ga. Rak hoče meni ribe pobirati. O ti pacek, svoje si najd. V glavnem šparček bo prav lušten za nažar. Še ene dva bi bilo pa fajn ujeta. Končno se splačal žarček za laufat, ker danes pa iskreno tako je. Včeraj sem v Murterju toliko enih stvari kupil za jest, danes več nimam nič. Sam še malo za popikati, za pogriskati pa tako naprej. Rekel sem si, da bi res rad kaj ujel, ker se mi ne da več kaj v trgovino, pa kaj v mest. Toliko je folka, toliko je naroda dela, da je to noro. Tudi za privez imaš težko zadobiti pa vse. Tako da, evo, zdaj bo pa danes pol žarček pa prava, bom rekel, kosil večerja na divje. Poka nov toliko vročem, lepo tukaj na plaži zapeko, pa da spečem tisto, kar sem ulovil. Pa to pa je zgodba, priznaj. Evo, folks, zdaj je pa zgodba taka, prišel je čas večerje, oziroma treba je spucati ribe, da jih vržem na žarček, pa da naredim pa eno zgodbo, razumeš? Evo, lej, jaz sem si jih tukaj že pripravil. Za natalarček bo tole. Dva malo večja špara. Zdaj jih bom pa samo lepo spucal s temi grabljcem, pa en dober nož rabam. Tako da, akcija, lej. Tole bo pa ena večerja nekje sredi Dalmacije. To je noro, no. Lej to. Evo, najdel sem spot, da lepo zrihtam ribo. Takoj bom lepo fajn tele luske dol pograbil. Lej. Dobro delajo tele grablje, lej. Nisem glih jaz neki ekspert za kuho pa to, ampak za takole na divje, se bom pa danes lepo prav potrudil. Pa, zdajle je sicer takole, kaj je, nimam nič s sabo. Kakšnih posebnih preparatov za peko, ampak tale ribica bo direkt iz Jadranskega morja, direkt da pade na talar, razumeš? To je to, res je dobro. Tole pa za luske pa priporočam. Grabljce. Res oster nož rabiš, da jo lepo odpreš, ker
Ona ima noter toliko enih te drobnarije, ni da ni. Evo, zgodba se odvija in direkt sred ničesar, lepo le, kakšna lušna plažica sem našel oziroma sem postavil tale moj prenosni žarček. Gor je pa že ribica, da bomo to mi večerjali, ne? Ja. Glej to, razgled je pa božanski, no. In to še takole kuram, a vidiš, čist zraven vode, da ne zažgem glih cel otok, a ne. Tako da nič, počakam, da se tale ribica speče. Čist iz slane vode, čist natur, brez kakršnega koli dodatka, konzervansa in vsega tega, da vidim, kako izpade tole. Upam, da bo čim več teh ulovov, da bomo lahko jedli, ne. Lej, sicer je pa tako, žarček imam glih toliko velik, da tale dve batine gor pašeta. Temu bi lahko rekel današnja zgodba dneva. Evo, družba, ura je 7 zvečer. Jaz pa jem tegale špara, danes ulovljenega. Dober. A veš, kva je sama težava? Ful ima kosti, ful premalo gramskega sem ujel. Tako da danes je shujševalna, ampak, a veš kva, ne? Najbolj mi je pa to, da takole, ko jamaš, poješ, to je najbolj naravno, najboljša zgodba, kar se mi je zdaj letos na divje zgodila. In takole dejansko, ko ješ pol tak čist meso, glej to, kar topi se dol, lej. Prav nič ne rabiš, nobenih začimb, pa nič. Natur. Dober je. Draga družba, en lep začetek novega dneva. Skurjen sem, priznam, zdajle vam bom pa povedal neposneto zgodbo, ki se je odvijala danes ponoči. Evo, stvar je taka. Spustil mi sider, bila je toliko huda navihta, da sem v gatah držal klele džeta, sem ga odrinil na sredino, se hitro oblekel jopič, v neopren, pa te stvari pa nazaj. Pa spet. In to ene 2 do 3 ure je trajalo. Ponoč, ob ene 3 zjutraj, se je začela ta zadeva, oziroma takrat sem bil že v fajn zgodbi, a ne, ob 3 zjutraj. Tukajle sem šel v tribun, ali pa je zraven 6 kilometrov sem pelil po noč, čist po noč, da sem prišel v marino. Tako da sem se potegnil noter v marino, k sreči ni bilo nič in res prišla je navihta, nikjer ni bila zaznana, ne na videu, ne na kjer. In je sam hladen veter, sam žvižgati je začeli in bolano, res bolano je spadal, ampak vesel sem, da ni bilo kakšne škode, pa te stvari. Iskreno, toliko sem se sesul danes, ko sem se klele preganjal s tem, da hotel sem narediti en zjutraj en ta prav fishing pod vodo.
pa enostavno nimam energije. Tako da dele si ga vzamem na easy, vse skup podrem tukaj le tole, ki imam. Potem pa tamle en super mest je tamle zraven vodic. Refill, voda, hrana. Eno južno sem danes privoščil, tako luštno, enega ligna. Po mojem prav ligen na žar, ta velike batine, ki jih imajo gledali v Dalmaciji. To, v glavnem, zvečer pa mogoče naredim en potop, oziroma še prej moram pa najti eno hudo plažo na otoku, a je 4 ali pa 5. Do zdaj sem že malo pozabil, tako da gremo v akcijo. Evo, družba, pa je prišel čas odhoda. Jet je že naložen, tako kot en kamionček majhen. Valubi noro, res že dele 2 dni je, le kva dela z jetom, lej. Lej, to je to. V glavnem, nič, tukaj le dele odprem tale mooring. Pa danes je dan za razvajati, tako da si ga bom vzel v easy, grem narediti refill v mesto, pa kaj dobrega pojesti, pa naprej. Zdaj pa samo še sider vam. Pa smo pripravljeni tako rekoč za plutje. Najedel, na kofetku, napil, skratka ni da ni. Že pičim iz Tribunja proti otoku prvič, pa zlarin pol na konci in vse tako skupaj, da vidim, kam me pot zanese. Grem najti zdaj en tak zaliv, da danes še prespim na divje. Poglej to marino. Ena izmed zelo, zelo lepih marin, pa ful lepo urejen mest. Nimam kaj reči. To je to. Zdaj sam še upam, da bo vreme služil. In to je to. Pičimo mi dalje. Glej to. Vaj, mirna, kaj jezerček. No, kaj pravite, a je, a ni, no? Glej. Ne vem, če ne, ampak ta plaža mislim, da bo danes kar moja plaža, ne? To je to. To je to. Evo, družba, javljam se spet na divje, že stuširan, postavljen šotor oziroma tale moja viseča mreža, vse narejen tako, kot mora biti. Evo, gate se sušijo, jet je sidren, danes imamo pa družbo, in sicer 2 jadrnice sta v zalivu, tukaj na tuš,
V glavnem divina, pa tako luštno senčko so najdolje kakšen hud spot. To je pa res lušten. V glavnem, tako, povzetek. Danes sem bil res sesut, sem rekel, sam po teh otokih sem se, mislim, ne, po kafanah, evo, danes sem bil kafanski človek. In sem se sam po teh, dobro sem jedel, dobro sem pil, zabušaval cel dan v šopingu sem bil, v glavnem, en kup ene robe nabavil. Noč je bila toliko pestra, ta nevihta me je čisto sesula v bistvu, no. Pa še en dan prej sem se toliko potapljal, da sem dejansko v pljučih sem čutil, tako bom rekel, muskelfiber v pljučih, no. To, kaj ta se mi še ni naredil. V glavnem, zdajle pa tak lušten večer, se pravi 26 stopinj je še, ura je 7:30 zvečer, zgodaj zjutraj. Bomo probal vstati, pa da se potopim. Tlele, ko sem šel sidrat, pod vodo je bilo ogromno teh rib, sicer manjših, teh špari, pa te variante, ki so. Bom pa naredil majčken potop, tako ko se zagre malo bolj sem, pa tja, pa da vem, če sploh kaj noter, kaj tazga pametnega. V glavnem, družba, to je to. Aja, še to. Sem na otoku Zlarin. Na otoku Zlarin je, bom rekel, od vseh teh otokov, ki so tukaj okrog dol, Kaprije, Zlarin, Tijat, ful je teh otokov, se pravi od Šibenika do Murterja, ogromen. Zdaj sem praktično prevozil res vse. Čisto okrog in okrog vseh teh otokov sem šel in kar nekaj kilometrov se je nabral. Iskreno me ni nekaj navdihnil, zato ker Radin Zlarin ima samo take luštne plaže, ki lahko noter se pripeleš takole kaj tale. Pa da je to, ker stvar je v tem, da vse povsod ostalo je pa res čist sama skala, a ne. Tako da, kva ne rečem, no, Severna Dalmacija je boljša, lepša, bolj za te naš džetarje, raziskovalce otokov in tega. Daj napišite v komentar dol, če bi šel kdaj takole kakšen vikend, da naredimo kakšno skupaj zgodbo, da je da posnamemo, da gremo, ne vem, loviti s harpuno, loviti na palce, z džetom, da gremo ali pa s čovnom, kakorkoli imate, pa da se malo pohengamo, malo podružimo z istimi interesi, pa naredimo kakšno zgodbo, a ne. Aja, naročite se na kanal. Super thanks, pritisnite, če ste res legende, polajkajte, pošerite, naredimo eno zgodbo, da to zraste, ker pustolovščina, ne, jaz mislim, da ne bo zmanjkalo. Sosed je prišel z jadrnico. V glavnem, na Moreplovcu so spraševali, katera je najboljša plaža, enkrat ne vem kje. Najboljša plaža je tista, na kateri si ti čisto sam. To je najboljša plaža. Enač, ura je 15 do 6 zjutraj. Zdajle bo treba, se pravi, tale prvi morning coffee narediti, pa probam tale potop danes tele z tega zalivčka ven, direktno, da vidim v bistvu, no, če je kaj rib, če je kaj za početi, če je kaj južne, ne.
Evo, družba, potop je spet za mano, a ne? In kva ne rečem, streljam toliko krivo, da brez veze. Moram še natrenirati, ampak bo. V glavnem, kva sem videl, lej, sam zek je naredil mene. Dve baby tune sta letele tako ene meter od vodne gladine. Nerealen feeling, tako prav v C-rep. Škera bolana scena, a ne, fakt. Hudo noro in valjda, kakor zmer nisem niti posnel, a ne. Še en hint, nikoli, ampak res nikoli, ne napenjati puške oziroma harpune na kopnem. Le kaj mi naredil. Strgal sem naprej. Čizmer, ko se lotam nekih novih športov, a ne, mora biti neka škoda. Čizmer. V glavnem, upam, da so dali tole zašiti. Pa dalje. Evo, draga družba, sredi poti med Slarinom in med Šibenikom piha burja spet taka, da se delajo ovčke, lej. Glavnem, čisti vklop. Odklop čisti do konca, moram reči, ne. Tako da upam, da bo teh dni še več, pa da se čim prej ponovijo, a ne. V glavnem, družba, hvala, ker ste bili z nami, hvala, ker ste bili na kanalu, naročite se na kanal Lunca Films, pritisnite like, pritisnite super like, če je bila res ideja všeč. Naredili bomo spet kaj novega, pa spet kaj drugač. Nove plaže, nove fishing lokacije, nove lokacije za spanje, skratka, naredili bomo zgodbo. Oziroma delali bomo zgodbo skozi na vseh področjih, evo. V glavnem, vsega.